Dragi gostje, lepo pozdravljeni na otvoritvi razstave Klekljane čipke sekcije Lipa Društva Klekljaric Koroške, ki so tokrat v goste povabile tudi keramičarko Marijo Rudolf in akademsko slikarko Vido Slivniker. Klekljanje se je na slovenskih tleh rodilo v Idriji in bilo najbolj razširjeno na Žirovskem, kjer prihodnje leto tudi obeležujejo 110. obletnico klekljanja. Verjetno so ga tja prinesle žene strokovnjakov rudarjenja, ki so prihajali tja. Ni pa to edino področje v Sloveniji, kjer se izdeluje klekljana čipka. Pravzaprav se klekljarice združujejo v društva po celi Sloveniji, a najštevilčnejše društvo klekljaric je prav koroško. To šteje preko 100 članic. No, v naših krajih so dame začele klekljati pred 24 leti, ko jih je s to umetnostjo okužila gospa Marija Apohal. Po 8 letih so se združile v sekcijo Lipa, ki letos torej praznuje 15. obletnico obstoja. Od 9 članic, ki jih je takrat, torej leta 2000, štela sekcija Lipa, so danes rasle v skupino 16 klekljaric, ki imajo vedno odprta vrata za nove članice. Sicer pa, kdo bi vam lahko povedal bolje in več o tem, kot vodja sekcije Lipa, gospa Terezija Kordež. Vse bom čisto kratka. Ko smo se leta 2000 odločila, da se bomo družile v Punklu, nisem pomislila, da bomo vztrajale kar 15 let, pa to še ni konec našega druženja. Smo vse upokojenke, razen ene članice, ki še ima toliko časa, da hodi v službo. Skupaj imamo kar veliko let, vendar nas to druženje pomlajuje in nam res zelo veliko pomeni. Ob ustvarjanju čipke zares uživamo, predvsem takrat, ko je izdelek končan, ko vidimo našo ustvarjalnost in natančnost v izdelku. Takrat smo res srečne. Naj vam na kratko predstavim, kako smo bile ustvarjalne zadnjih 5 let. Ustvarile smo premnogo čudovitih čipk. Z našimi izdelki smo popestrili razstave po Sloveniji in tujini, sodelovali smo na vseh razstavah Društva Klekljaric Koroške, saj smo vse njihove članice. V galeriji muzeja Ravne smo gostile klekljarice iz Žirov, ki so razstavljale drevesa značilna za Slovenijo, ter Evropo v čipki z zastavami in grbi držav Evropske unije. V muzeju v Ljubljani smo sodelovali na razstavi z naslovom Najlepše slovenske čipke, od katerih je bila ena naših izbrana za koledar 2014. Večkrat smo razstavljali v knjižnici Slovenska Bistrica in na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Klekljale smo čipke za Lurd in Brezje. Iz teh zbranih čipk, ki so jih izdelale klekljarice iz cele Slovenije in tudi iz tujine, so se šili čudovita oltarna prta. Organizirali smo srečanje koroških klekljaric v Punklu v sodelovanju z Zavodom za kulturo, sedaj ZKŠTM, to se pravi Zavod za kulturo in tako dalje. V kulturnem centru Ravne. Srečanje smo imeli že 4-krat, upam, da se srečamo tudi letos. Ob tej priložnosti vedno postavimo novoletno jelko, ki jo okrasimo s čipkarskimi okraski in pripravimo manjšo razstavo naših čipk v avli kulturnega centra Ravne. Enkrat smo v ta namen razstavljali v štauhariji Ravne, železarne Ravne. Da ne samo klekljamo in razstavljamo, si privoščimo tudi kakšno strokovno ekskurzijo. Največkrat gremo na festival klekljane čipke v Idrijo, zelo rade gremo tudi na ogled razstav po Sloveniji, v Žiri, Cerkno in Železnike. Obvezno obiščemo razstave naših kolegic iz koroških sekcij, ki vsako leto pripravijo in prikažejo, kaj so ustvarile tekom leta. Tudi v tujino rade zavijemo. Največkrat v Avstrijo, bile pa smo tudi že na Hrvaškem v Lepoglavi, kjer je močan center klekljanja, bile smo v Italiji, Franciji, Madžarskem in še kje. Povsod smo zbrale lepe vtise,
spoznale nekaj novosti in si nabavile material za klekljanje. Še vedno se učimo in izobražujemo. Vsako leto gre katera od nas na delavnico na čipkarsko šolo v Idrijo in od tam odnese nekaj novega, saj pri klekljani čipki nikoli ne znaš vsega. Vedno se najde kaj novega, kakšna nova tehnika izdelave. Zadnja leta nam je muzej Ravne omogočil študijske krožke, kjer smo osvajale in obnavljale nove in bolj zahtevne tehnike. Izdelke izdelane v teh krožkih v letu 2014 tudi danes tukaj razstavljamo. Še veliko več bi lahko naštevala, na dolgo in široko govorila o naši dejavnosti. Rada bi poudarila predvsem to, da nas klekljanje združuje, razveseljuje in nam daje energijo za naprej. Saj ko sedemo za punkl, kar pozabimo na težavice in zdravstvene probleme, ki nas pestijo. Prej sem omenila, da imamo skupaj kar veliko let. Za zaključek bi se rada zahvalila vsem mojim klekljaricam za pomoč pri organizaciji in postavitvi te razstave, še posebej Eli, Marjani in Jožici ter za vse dobrote, ki ste jih pripravili za današnjo prireditev. Hvala. Pozdravila pa vas bo tudi Irena Oder, direktorica knjižnice Ravne, ki tokrat gosti razstavo sekcije Lipa. Ja, en lep pozdrav še v mojem imenu in v imenu Koroške osrednje knjižnice, saj smo tu v grajskem razstavišču. Iskrene čestitke za vaših 15 let, spoštovane klekljarice, tega organiziranega druženja, delovanja. Seveda je vsaka izmed vas pridodala zelo pomemben kamenček na tej poti, za katero sem seveda prepričana, da še zdaleč ni končana. Ampak morda mi dovolite, da ob gospe Apohalovi, ki je prav gotovo začela to obrt širiti pri nas na Koroškem, ne smemo pozabiti vaše vodje, gospe Rezke Kordeš, ki že 23 let aktivno deluje, pa ne samo to. Jaz mislim, da s to svojo osebnostjo je zelo zaslužna, da ste danes skupaj in pa seveda tudi s to pripravljenostjo, da to znanje deli tudi naprej. Sej to je prav gotovo tudi porok, da bo ta starodavna obrt živela tudi pri nas. Tako da tudi v mojem imenu, gospa Rezka, res iskrena hvala za to. Hvala tudi za to odlično idejo, da nekako to razstavo združite še z dvema izjemnima umetnicama, sicer vsaka na svojem področju, bom rekla, z gospo Vido Slivniker in z gospo Mojco Rudolf. Prav gotovo vas druži ta bom rekla, neizmerna potrpežljivost, vztrajnost, ki jo jaz osebno grozno občudujem in mi je velikokrat primanjkuje, in pa seveda ta umetniški dar. Skratka, veliko veselja pri tem druženju, lepega ustvarjanja in če ne prej, vsaj čez 5 let spet nasvidenje. Hvala lepa. Že uvodoma nam je zapela vokalna skupina Deteljica, tokrat v malce okrnjeni zasedbi, in čas je, da si privoščimo še malce glasbe. Tokrat bomo slišali pesem Lipica. Ki so zdaj časi ljubica, ki je na vasi Lipica, kjer sva se midva ljubila, radost uživala. Kjer sva se midva ljubila, radost uživala. Kruta sekirca je usekala, pa je to lipco posekala. Zdaj ni več tam lipice, tudi ne senčice. Zdaj ni več tam lipice, tudi ne senčice.
Včasih so klekljarice svoje čipke izdelovale večinoma za cerkev, no nekaj pa tudi za osnovne življenjske potrebščine. Danes delajo predvsem za svojo dušo, z unikatnimi izdelki pa razveseljujejo svoje bližnje. Le nekaj je takih, ki svoje izdelke tudi prodajajo. Se pa zato veliko družijo in pa tudi združujejo. Kot sem omenila že prej, je sekcija Lipa del Društva klekljaric Koroške, ki je lani praznovalo 10. obletnico obstoja. Postale smo močno in v slovenskem prostoru prepoznavno društvo, tako prepoznavno, da so v registru nesnovne kulturne dediščine, v katerega so letos februarja vpisali klekljano slovensko čipko, med nosilce, poleg Žirov, Železnikov in Gorenje vasi, vpisali tudi Društvo klekljaric Koroške. Rada bi se zahvalila vsem klekljaricam, tistim, ki so bile v našem društvu in predvsem tistim, ki vztrajajo. Čeprav prihajamo iz vseh krajev Koroške, smo ena velika družina. Družina z želja po vedno novih znanjih, radovednost, inovativnost in pridnost. Zlate roke ustvarjajo te čudovite umetnine, ki jih nekaj lahko tudi danes vidite. Ravenske klekljarice sodelujejo pri vseh projektih, kot ste že prej slišali. Njihove čipke so vtkane v prt za Lurd, potem za cerkev Marije na Brezju, strunjanski prt, potem klekljale so taborniški znak, goloba miru je sklekljala Lucija Petrušič in z njim sodelovala pri sklekljanih 70 tridimenzionalnih golobih, ki so predstavljali 70 let miru od zaključka druge svetovne vojne. Čipkasta ptica Marjane Počanič krasi muzej čipk v Vologdi v Rusiji. Pa še nekaj dosežkov najbolj aktivne članice Terezije. Leta 2002 je zmagala na natečaju Združenja slovenskih klekljaric in vseh, ki imajo radi čipke. Sodelovala je na mednarodni razstavi Presenetljiva čipka v Rigi v Latviji. Je članica OITFE, mednarodne organizacije za klekljano in šivano čipko, in je sodelovala na razstavi Slovenije na 2 kongresih OITFE, v Cayenneu v Franciji in v Adelaidi. Od pred nekaj dni nas pozna cel svet. Ne hvalim se zastonj, namreč v biltenu OITFE je objavljen članek o koroških kleklaricah. Danes pa vam samo še čestitam za vašo obletnico, za čudovito razstavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Klekljanje velja predvsem za domeno predstavnic nežnejšega spola in tudi na Koroškem, kot vidite, ni nič drugače. Že nekdaj so klekljali predvsem ženske in otroci, medtem pa so seveda prepevale, se pogovarjale in pa uvajale novince v klekljanje. Včasih so otroke začeli uvajati v klekljanje že pri 5 letih, saj so za učenje porabili kar naslednjih 5 let. Za začetek je klekljarica potrebovala punkl, košaro ali podstavek zanj, potem bucike, sukanec in pa tudi do 80 klekljev, če je šlo za zahtevno čipko. Predvsem pa vsaka klekljarica rabi veliko mero potrpežljivosti in natančnosti, ki pa je povprečen otrok, ki ga nekdo želi naučiti klekljati, gotovo nima. Gospa Kordež je v preteklih letih vseeno uspešno naučila klekljati mnoge, tudi veliko otrok. Sama sem bila stara 10 let, ko se mi je zdelo klekljanje super ideja, a roko na srce z mano ni bilo vedno najlažje. Se še danes dobro spomnim gospe Reske, ko mi je rekla: Arjana, če bi ti to klekljala, kolikor govoriš, bi imela že 3 prte fertik. In res, mi gre še zdaj govorenje mnogo boljše od rok, kot pa klekljanje. No, gospa Reska pa je ostala pri poučevanju, le da kot mentorica stoji ob strani malce starejšim. Lani je bila na primer mentorica v študijskem krožku, ki ga je omogočil muzej Ravne in kjer je 10 klekljaric obnavljalo in se na novo učilo tehnik,
ki pa imajo prav posebna imena, kot so na primer možgani, kanturožice in slince. Verjamem, da bo takšnih in drugačnih delavnic v prihodnje še več. Sploh, ker so se dame lotile tudi izdelovanja nakita, ki pa je, kot vemo, nepogrešljiv del ženske garderobe. Pa naj bo zaenkrat dovolj besed, deteljice so že pripravljene, da vam zapojejo pesem Na gori je moj dom. Je moj dom, tam ja živela bom, težko mi je srce, težko mi je srce. Na gori je moj dom, tam ja živela bom, težko mi je srce, ko vidim te. Le pridi na moj dom, poljub ti dala bom, da boš ta drugi dan, da boš ta drugi dan. Le pridi na moj dom, poljub ti dala bom, da boš ta drugi dan še bolj zaspan. Poslala bom, pri teple žala bom, če bo kaj novega, če bo kaj novega. Poslala bom, pri teple žala bom, če bo kaj novega, zibala bom. Sinko po zimki spal, ti boš na straži stal. Jaz se bom jokala, jaz se bom jokala. Sinko po zimki spal, ti boš na straži stal. Jaz se bom jokala, ti pa smejal. Poleg klekljane čipke pa lahko danes na razstavi občudujete tudi slike Vide Slivnikar in keramične izdelke Marije Rudolf, ki jih je sekcija Lipa povabila v gosti. No, več o avtoricah vam bo povedala umetnostna zgodovinarka in kritičarka gospa Milena Zlatar. Začela bom z eno priliko. Pravimo, da pajek plete mrežo iz sebe. Tako tudi ustvarjalci ne delajo zgolj nekih predmetov, ampak v svoji ustvarjalnosti dajo tudi nekaj iz sebe. In še ena anekdota ali prilika, lahko to tako vzamete, znanega avstrijskega arhitekta Adolfa Lohsa. Ta ni prenesel raznih dekoracij, bil je za funkcionalnost predmetov, bil je za tako arhitekturo, vse, ampak prišel je potem do enega drugega spoznanja. In zdaj ta njegova anekdota. Odločil se je, da bo dal čevlje delati enemu izvrstnemu mojstru čevljarju. In gre do mojstra, mu reče, da naroča čevlje, za katere mu da 3-krat toliko, kakor sicer njegov izdelek stane. In vidi, kako je mojster se obraz razjasnil, kako so mu oči zažarele, in Adolf Loos je kar bral, kako se ta mojster počuti, da zdaj vsaj eden človek, ki tako zelo ceni njegovo ustvarjalnost, tako zelo ceni to njegovo delo, ker drugi ne, saj veste, vedno cene malo dol vlečejo. Ampak naslednji hip pa Adolf Loos reče, ja, samo en pogoj je, da so ti čevlji brez vsakih okraskov. Takrat je pa videl, kako je se ta veseli obraz zginil, kako so žalostne postale oči, in potem je rekel, vidite, vzel sem vso veselje. To se pravi, potrebno je, da so lepi predmeti, zanimivi predmeti, umetelno izdelani predmeti, da so slike, da so kipe, da so keramični izdelki. To je res v življenju zelo pomembno. In kako je ustvarjalnost pomembna? Naj rečem še z besedami filologa, filozofa in sociologa Jana Makaroviča, ki pravi, da ne samo človek s svojo ustvarjalnostjo predmete naredi, ampak predmeti tudi njega naredijo. Da je to spet tako pomembno. No in zdaj naj
potegnem nauk iz vsega tega in preidem na dve mojstrici svoje obrti. Marija Rudolf, katere poklic je bil kemičarka, ampak njena poklicanost je bila umetniška ustvarjalnost. Potem tudi slikarka, akademska slikarka Vida Slivnikar Belantič, ki mojstrsko obvladuje svojo obrt, saj je naredila likovno akademijo pri zelo pomembnih profesorjev, od pedagoške pri Maksu Kavčiču, v Ljubljani je študirala pri Maksimu Sedeju, Gabrielu Stupici in še drugih velikih mojstrih, ampak sama svojo dušo je pa potem našla v teh svojih delih, ne tistih akademskih, katerih se je urila, ampak v tistih, ki so tako zelo značilni za njo, da že na prvi pogled vidimo, da so dela Vide Slivnikar. Gre za to, da lahko njena dela spremljamo že tam od 70 let dalje na pomembnih razstavah, da so o njenem delu govorili in pisali pomembni slovenski likovni kritiki. Naprimer, da je pesnica Tatjana Pregl Kobe pisala o njenih barvah, da je dr. Milče Komelj pisal o teh njenih čustvih na njenih slikah, na teh njenih tihožitjih, na teh njenih rožah, da je eden najpomembnejših slovenskih likovnih kritikov in umetnostnih zgodovinarjev dr. Jure Mikoš pisal o prikrivanju predmeta. Veste, zdaj na teh zadnjih njenih delih takoj prepoznamo rože, naravo, izseke iz narave. So pa bila vmes že obdobja, kjer si lahko našel čisto abstrakcijo. To se pravi, na eni strani prosevajo obrazi, prikriti, zakriti, prepoznavna narava, rože in ti šopki, ti buketi, po drugi strani pa, če malo pripremo oči, pa vidimo samo barvna polja, črta je sploh tista energija, ki jo daje umetnica v slike in lahko tudi rečemo, da je to njen utrip srca. Tudi o tem se je že veliko pisalo. Marija Rudolf je s svojimi deli, ko sem rekla, da je že to njena poklicanost, prešla v tako ustvarjalnost, umetniško ustvarjalnost, je res pretanjena oblikovalka, tudi nosilka velikega Grand Prix na extempore keramike v Piranu. V konkurenci, mednarodni konkurenci, jo je mednarodna žirija leta 2012 to dodelila. Za njo je značilno, da ne samo, da material zaživi, da ta materialno zaživi, ampak tudi njene te oblike. Na eni strani te polne oblike, kot so tiste pismenke in krogle, ki jih vidite v dialogu z Vido Slivnikar v drugem prostoru, do teh čipkastih predmetov iz porcelana, kjer ta prosojnost diha in ker umetnica zna tudi tako pretanjeno pridati tudi kako palčko, kot da bi nekje čutila tiste čovničke, krogline, kot jo recimo zmore kakšna pretanjena japonska umetnica ali umetnik. Res zanimiv dialog vseh teh ustvarjalnosti, vidim ena polna, nabita energija je tu noter, veste koliko ur dela, koliko ur razmišljanja, koliko duš je tu v vseh teh predmetih. Tako da morda naj zaključim še enkrat z mislijo našega filologa, sociologa in filozofa Makaroviča, ki pravi, da je ustvarjalnost bistvo človeka. To se pravi, mi bomo našli nocojšnji večer še res veliko stvari za nadrobno pogledati, morda se potem vračate, da občutite to tudi sami v dialogu z slikami, s temi skulpturami, predmeti od Marije Rudolf in z vsemi mojstricami te čudovite klasične čipke. Tako da hvala lepa, da ste me povabili, da sem lahko par besed povedala razstavi na pot. Čestitam vsem avtorjem oziroma avtoricam in upam, da se bo tudi kak moški našel kdaj vmes. Hvala lepa. Tako pa smo tudi pri koncu z uradnim delom. Naj se ob tem lepo zahvalim tistim, ki so razstavo omogočili. To so Občina Ravne na Koroškem, Gnamuš Dental d.o.o., Lekarna Dren, Floral House, Transkor d.o.o., Koroška lekarna Ravne, Vzajemna zavarovalnica, Slaščičarna Polanšek, Petrol Energetika Ravne in Artino. En aplavz.
Seveda hvala tudi vsem ostalim, ki stojite damam ob strani, predvsem pa njihovim boljšim polovicam, ki jih menda redno prevažajo iz enega konca na drugega, ko se srečujejo, razstavljajo in se kako drugače čipkarsko udejstvujejo. Tudi za njih en aplavz, seveda. Zdaj bi še pa jaz v imenu kleklaric, sekcije Lipa, se zahvalila Reski za njen trud, da bomo še delali naprej, da se bo še trudila z nami, da prenašala nas. Hvala lepa. Hvala pa seveda tudi vam, dragi obiskovalci, da ste bili nocoj z nami. Hkrati naj vas tudi povabim, da skupaj ob prigrizku še nekaj spijemo in kakšno rečemo, ter si medtem seveda dodobra ogledamo vse umetniške mojstrovine. Naj vas za konec pospremijo še ubrani glasovi vokalne skupine Deteljica v skladbi Želim si želim, iz moje strani pa le še hvala lepa in lep večer. Na modrem satinu spala je noč, zvizde so zasijale, lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. Lunino sem začutila moč in sanjala roke tvoje. In vsako noči mila bom vem, spet tiste lepe sanje. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Želim si, želim, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, želim, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. In vsako noč imela bom vem, spet tiste lepe sanje. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Vzel me boš v svoj objem, ljubezen boš čuval zame. Želim si, želim, da bi te srečala, tako kot v sanjah bi te poljubila. Želim si, želim, da skupaj bi bila, se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Se zvezd bi dotaknila in skupaj sanjala. Z veseljem sem sprejela vabilo, da se predstavim z manjšo razstavo zadnjih del na Ravnah na Koroškem, kjer sem tudi življenjsko vezana, ker sem tukaj obiskovala gimnazijo oziroma učiteljišče, ker sem tukaj začela z prvim slikarskim opusom, kjer sem tudi nekako odskočila na študij likovne pedagogike in kasneje slikarstva v Ljubljani. V zadnjih delih poskušam iskati ravnovesje med likovnimi deli, ki sem jih ustvarjala recimo pred 20 leti. Kasneje sem prešla v bolj konkretni svet narave
obrazov pokrajine cvetov. Z zadnjimi deli sem skušala povezati dve vsebini, manj ambiciozno za razvoj osebnega razvoja, več pa za osebno zadovoljstvo. Na današnji razstavi Kleklaric, ki so me povabili na svojo razstavo, se jaz tokrat predstavljam s svojimi izdelki v porcelanu. Zdelo se mi je primerno, da naredim prav tako čipkasto strukturo, da se kot rdeča nit vije med temi prečudovitimi čipkami. Vesela sem in se mi obenem zahvaljujem, da so me povabili in da sem lahko pokazala svoj izraz v porcelanu, ki ga trenutno delam.